4, 3, 2, 1, nič! Takole smo preteklo soboto v družbi kranjskega župana, župnika in Miss Slovenije tudi Kranjčani obsijali mesto in uradno vstopili v najbolj čaroben mesec v letu. Kako preživljate ta čaroben čas? Malo se zabavamo s kakšnim piškotom, sankam, z družino. Kako preživljate ta čaroben praznični čas? Vstopili smo v veseli december. Čisto normalno. Bolj ne more biti, ne? Sam jemo pa pijemo. Mestno jedro je zasijalo v soju prazničnih luči, pesnikovih verzih in ob popevkah Alenke Godac. Danes so zagotovile lučke prav po vsem Kranju, dodatno v klanskem letu še 2 ulice. Ključno je pa to, kar čutim letos, ne samo razsvetljava, ampak tudi ogromno pozitivne energije, ljudje so nasmejani, ljudje so dobre volje in to je bila tudi moja poslanica. V vsaki situaciji, v vsakem človeku iščimo pozitivno, delajmo skupaj, pa nam bo vsem lepše. Gorenjsko prestolnico letos krasijo kar 3 novoletna drevesa. Ugotovili smo, da se je okrog enega drevesa preveč koncentriralo in na drugih mestih ni bilo toliko, zato smo rekli, dajmo postaviti 3 drevesa, da se bo to lepo razporedilo preko Kranja. Imamo tudi novo nagradno igro v 33 trgovinicah v mestu, kjer lahko ljudje sestavljajo svoj Kranj. Ob uradnem vstopu v praznični čas je novoletna drevesa blagoslovil kranjski župnik. Advent je lepa priložnost za poglobljeno pripravo na Božič. Predvsem naj bi bil advent miren čas, torej ne tako zelo hrupen, če pa že je hrupen, če že je vesel, pa naj ne bo, bi rekel tako, preveč veseljaški, ampak naj bo tisto veselje, tisto lepo, ki ga ob teh lučkah doživljamo, predvsem res prilika za to, da bo Božič toliko bolj čudovit, pa da vemo, da v Božiču pričakujemo odrešenika, nekoga, ki bo polepšal naša življenja. V čarobnem decembru se radi ustavimo, ozremo nazaj in pogledamo, kakšno leto je za nami. Jaz sem človek, ki vedno gledam rajši naprej, ker kdor hodi naprej pa gleda nazaj, bo slej ko prej padel na nos. Mestna občina Kranj je 3. občina po razvoju v Sloveniji in edina občina izmed mestnih občin, ki je v zadnjih 3 letih razvojno rasla. Vse ostale stagnirajo in padajo in jaz mislim, da je to vse, kar je zapovedati. Kranj se razvija hitreje kot ostala Slovenija in predlagamo sem, da se tega najprej poveselimo, imamo pravico do tega, potem pa pogledamo, kako bomo naredili nadaljnji odskok. Nekateri se v tem času hitro začnejo spogledovati z novoletnimi zaobljubami, a praznični čas se je šele dobro začel. Zato ga posvetite sebi in družini.